Dobar dan, lepo pozdravljeni. Vsem se zahvaljujem za udeležbo na tem dogodku, ki je posvečen 50-letnici Centra za kulturološke raziskave. Praznujemo ga delovno, to je eden izmed dogodkov, tako da računamo, da ni zadnji. Zelo sem vesela, da je z nami tudi novi prodekan za raziskovalno delo, ki nas je prišel pozdraviti. Tako da izvoli, prosim. Najlepša hvala, Danica, spoštovani vsi, profesori, študenti, gosti. Jaz bi vas pozdravil v imenu vodstva, še posebej bi pozdravil vsebinskost tega dogodka, ki poteka v tednu univerze. Torej, v tem tednu, kot veste, imamo zelo veliko simboličnih dogodkov, raznih podelitev in smo zelo veseli, da imamo tudi kaj vsebinskega, tako kot je tale dogodek. Jaz bi vam čestitev za 50-letnico Centra za politološke raziskave. Gre za enega od najstarejših centrov Fakultete za družbene vede. Še posebej vam tudi čestitev za posebno izdajo, posebne številke teorije in prakse, ki jo imamo tu pred nami, z dokaj kontroverznim naslovom, ki je tudi izhodišče za nekaj mojih misli, ki bi jih z vami delil prodekan. Naslov je Democracy and Alternative Modes of Governance. Zdaj, naslov daje občutek, da ta demokracija, ki jo imamo, ni nujno še tista prava in da jo še vedno iščemo, govorimo o alternativnih oblikah demokracije in z mojega področja, recimo radikalizacije, poročevanje radikalizacije v Evropi, prihaja kar nekaj takšnih idej, kaj bi lahko imeli v Evropi v prihodnih desetletjih. Recimo ekstremni islamisti govorijo o monoreligijski družbi, ki ni demokracija, ampak je družba, ki temelji na šariatskem pravu. Potem ekstremni desničari govorijo o monoetnični družbi, ki bi jo vodila dokaj militarizirana država. In po drugi strani ekstremni levičari, ki v vsaki akciji države in podjetij vidijo že represijo in govorijo o multietnični družbi s človekovimi pravicami brez meja. Tako da, zdi se, da je demokracija nekaj, za kar se je res treba boriti in ni samoumevna. No in v tem smislu seveda še posebej pozdravljam to predstavitev oziroma to okroglo mizo. Še nekaj misli o problemih v zvezi z demokracijo. Zdi se, kot da je demokracija nek idealni model, ki ga vsi želimo najti. Tako kot en alpski smučar, ki vozi dol po progi, želi najti idealno tehniko in potem vidimo, da tisti, ki se je najbolj približan, tisti je verjetno najhitrejši. Tako nekako podobno se mi zdi z demokracijo. Problem pa je, da se ta idealni model demokracije očitno s časom ali pa z geografsko širino in dolžino rahlo spreminja. Očitno demokracija tudi ni nekaj objektivnega, ampak je tudi subjektivni koncept. Namreč zelo pomembno je, kaj mi pričakujemo od demokracije, kako jo razumemo. V zadnjem času se pojavlja tudi dilema glede učinkovitosti demokracije. Namreč zdi se, da če jo definiramo kot sistem, ki temelji na volji večine in na konsenzu, in če verjamemo, da to prinaša dolgoročno legitimnost, vidimo, da je javnost vedno bolj nestrpna in ljudje pričakujejo ne samo dolgoročne učinke, ampak ljudje dejansko pričakujejo kratkoročno učinkovitost našega demokratičnega sistema. Velike frustracije so v zadnjem času v zvezi s tem. Sledi tudi vprašanje, ali večinsko mnenje, na katerem temelji demokracija, vedno res pametno, in malo tak ciničen odgovor je, da večinsko mnenje je pametno vedno z vidika legitimnosti, ni pa nujno pametno z vidika pameti, zdrave pameti. Volitve vidimo, da sprav točka o volitvah, vidimo, da demokracija temelji na demokratično izvoljenih predstavnikih, ki nas vodijo, ampak če stopnja udeležbe na volitvah, tudi v Sloveniji, upada tako dramatično, potem se postavlja vprašanje, koliko demokracije mi sploh še zaupamo. Petič, kaj bomo naredili, če pride na oblast oseba z nedemokratičnim vzorcem vedenja in vladanja na čelo demokracije? A dobimo trumpokracijo? Kaj naredimo, če dobimo tako državo? Še posebej, če je država najmočnejša vojaško na svetu, če ima jedrsko orožje in to nas lahko zelo skrbi. In šestič, kako zavarovati našo demokracijo pred ujetjem strani interesno korumpiranih elit, ki se povezujejo s kriminalom,
ki vstopajo v politiko. In najslabše, tisto, kar se je zgodilo v nekaterih državah v tranziciji, da se poveže še z varnostnim sektorjem, ki bi jih moral preganjati, v resnici pa varnostni sektor ščiti. Se pravi, to so res velike zablode demokracije in jaz verjamem, da bo današnji posvet prispeval vsaj eno kapljico v to morje dilem in še enkrat vam čestitam ob izdaji posebne številke teorije in prakse, upam, da ste čim več odgovorov našli. Jaz sem pa znalaž na tresu nekaj dilem. Najlepša hvala, se ne da bi jih manjkalo. Ampak sem tudi malo politolog in nisem mogel, da ne bi povedal tisto, kar mene teži. Ne moram pa biti z vami, ker sem tudi učitelj in imam govorilne ure. Bi bilo pa zelo zanimivo slišati, kaj boste ugotovili v debati, ki sledi. Hvala lepa. Ja. V nadaljevanju jaz naredila kratek uvod, potem pa bo vsak sodelujoči avtor te tematske številke, ki je tu prosto dostopna, če jo želi kdo vzeti, torej predstavil svoje glavno razmišljanje na vprašanja, ki smo jih objavili pri napovedi okrogle mize. Potem pa so dobrodošla vaša vprašanja in komentarji, ker si želimo predvsem interaktivnosti. Jaz bi pravzaprav verjetno prodekana malo razočarala s tem, da bom začela pravzaprav, da niso samo alternative pri upravljanju sodobnega sveta samo tiste, ki so vezane na teritorijalno-politično upravljanje družb, ampak je mogoče danes v svetovnem merilu še bolj kritično vprašanje, katere oblike vladavine so v težnji prevladovanja. Jaz bi tukaj poudarila predvsem širjenje zasebnih vladavin, velikih korporacij, ki so močnejše, vplivnejše kot države, posamezne države ali celo regionalni politični sistem, kot je Evropska unija. Danes se sicer ne bomo ukvarjali s to veliko temo, globalno, bomo pa posvetili pozornost predvsem javnim oblikam upravljanja, se pravi vprašanjem demokracije, pa tudi javno-zasebnim oblikam upravljanja, zlasti vprašanju, ali je neokorporativizem v Sloveniji še živ ali ne, v kakšnem razmerju je do predstavniške demokracije. Za uvod bi jaz predstavila predvsem 3 kontekste, v katerih je nastala ta posebna številka teorije in prakse. In sicer bi kot prvi kontekst omenila naslednje, da že desetletje sodobni svet je soočen z upadanjem demokracije. In takoj tukaj bi dodala tezo, da Slovenija pri teh uvrstitvah nekako je srečna, po indikatorjih, katere si izmislijo, če malo poenostavim, kot družboslovci. Dejstvo pa je, da se tudi med državami, ki so po poti demokracijo podobne kot Slovenija, danes odločajo razvoj obrniti v smeri oziroma neliberalne demokracije. Madžarska, Poljska, recimo, je tak primer. Nenazadnje so opazne avtoritarne težnje v Severni Afriki in Srednjem vzhodu. In nenazadnje indeks demokracije, ki ga pripravlja analitična enota Economista, opaža premik nekaterih demokracij v, rečemo temu, premik demokracij proti nedemokratičnim oblikam. Sem recimo so uvrščene Združene države Amerike in pa Francija. No, tisto, kar nas je pri proučevanju demokracije v Sloveniji predvsem zanimalo, je, ali lahko govorimo o predstavništvu in o odgovornosti v Sloveniji. In na to temo smo napisali članek, poleg mene še Simona Kustec-Lipicer, Gregor Čehovin in Ana Železnik. Seveda čakamo političarko, da se nam pridruži za zamikom.
Sicer pa je med ključnimi problemi upadanja demokratičnosti v Sloveniji na kljub tej splošni dobri pozicioniranosti najti v odtujenosti političnih strank. Tanja Oblak-Črnič je to dobro analizirala na primeru odnosa strank do mladih, kar jim je zelo indikativen primer, ker obravnava tudi uporabo novih tehnologij v strankarskih kampanjah. Drugi kontekst, demokratični primanjkljaj in upadanje legitimnosti Evropske unije. Tukaj bi jaz poudarila to, da že sam vstop v Evropsko unijo za mlade demokracije ni pomenil več demokracije, ampak, kot je napovedala raziskovalka Grabe, uvoz demokratičnega primanjkljaja. To se zlasti vidi pri oblikovanju mehkega prava in pri koordinaciji evropskih zadev. O tem bo več govoril dr. Lajh. Ne nazadnje pa lahko na podlagi raziskav, ki smo jih opravili tudi mimo te tematske številke, lahko rečem, da so slovenski politiki ustavno opredelitev o prenosu dela suverenosti na evropsko raven vzeli preveč dobesedno in je upravljanje evropskih zadev oziroma oblikovanje evropskih politik postalo bolj nekaj, čemur se sledi ali se slabo, prepozno odziva, kot pa da bi to bil proces, v katerega vstopajo slovenski igralci, vladni in nevladni, in uveljavljajo določene interese in poglede. Še kontekst 3. Nedvomno lahko govorimo o večanju prepada med vladajočimi in vladanimi v Sloveniji. Lahko bi rekli, da je to ne samo večanje propada na tematikah, ki so zelo nacionalne, ampak morda še v večji meri tam, kjer slovenska politika ne politizira ali pa premalo politizira. To se predvsem nanaša na evropske tematike. Ljudje teh procesov ne poznajo, dejstvo pa je tudi, da delo, ki bi ga morali opravljati politiki, prepogosto v Sloveniji opravljajo uradniki po lastni vesti, z resursi, ki jih imajo, pa so šibki v zvezi z upravljanjem evropskih zadev. Politiki pa se praviloma oglašajo ali pa se zbudijo z evropskimi tematikami, ko Slovenija dobi kazen, ali pa ko se različne interesne skupine začnejo upirati, ko začnejo protestirati v fazi, ko se ta politika evropska že implementira. Jaz bi tukaj rekla in pozdravila hkrati dr. Simona Kustec-Lipicer, da manjka povezovanja državniških političark in politikov, to poudarjam državniških, se pravi ljudi, ki imajo neko intelektualno kapaciteto ter intelektualnih razprav in analiz, v katere bi svoj vložek lahko dali tudi strokovnjaki. Slovenski državljani to intuitivno čutijo, pa izražajo v podatkih slovenskega javnega mnenja, za kar že dolgo vrsto let skrbi Center za raziskovanje javnega mnenja in starosta profesor Toš je tukaj. Kažejo ti podatki pravzaprav to, da si ljudje želijo strokovnjakov na vladi, v resnici mislim, da si želijo kompetentnih ljudi in verjetno samo strokovno znanje ne zadošča za kompetentnost, ampak je potrebno razviti tudi politične kompetence. No, v zvezi z težnjami zadovoljevanja tega, kar državljani pričakujejo, mislim, da je zelo zanimiv prispevek dr. Alenke Krašovec, ki pravzaprav v svojih raziskavah, v dveh soavtorskih člankih, pokaže, da so Slovenci pravzaprav bolj zadovoljni, oziroma da so rezultati odločitev elitističnega odločanja, neokorporativizma bolj
v skladu s pričakovanji ljudi kot to, kar oblikuje predstavniška oblast v Sloveniji. In ne nazadnje imamo nekaj idej, oziroma Ana Železnik ima ideje, kako bi vendarle lahko izboljšali komunikacijo med državljani in vladajočimi, tudi v času med dvema volitvama, tako da nam bo predstavila en tak primer inovacij. Morda bi začeli kar vprašanjem predstavništva. Kolegica je v sestavi parlamenta, ki je najmlajši, najbolj izobražen, najmanj izkušen v zgodovini Slovenije. In najbolj ženski. In najbolj ženski, ja. Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav vsem in hkrati opravičilo. Ravno omenjeni prostor je razlog za to, da sem večkrat zamudila, ampak imamo stvari pod kontrolo. Skratka, tale naša okrogla miza stanje demokracije v Sloveniji ima nekaj ključnih vprašanj za razpravo. Jaz sem tudi v okviru tega pravzaprav ta svoj kratek prispevek pripravila. Pustila ga bom toliko še odprtega, da imamo lahko še kaj za razpravo, a ne potem tudi na voljo. Tako da bi več ali manj mogoče povedala, kaj smo skupaj z kolegicami, profesorico Fink Hafner, profesorjem Hafner-Finkom, kolegico Ano Železnik in pa kolegom Gregorjem, ki ga ne vidim tukaj, naredili v našem članku. Pa ne samo v članku, pravzaprav že pred tem člankom smo oblikovali eno prvo podatkovno bazo politološkega tipa, ki pravzaprav sledi, spremlja pojavnost poslank oziroma poslancev v državnem zboru od prvega sklica leta 1992 dalje, tako da smo na podlagi potem njihovih in sociodemografskih in seveda politično-ideoloških stanj oziroma lastnosti potem lahko oblikovali in pa tudi napisali ta članek. Ključno vprašanje tega članka je bilo, ali v Sloveniji že je vzpostavljena parlamentarna elita, kako izgleda in kako se pravzaprav ta elita skozi različne volitve, skozi različna obdobja tudi demokratičnega razvoja spreminja, kakšno podobo kaže. In v tej luči pravzaprav kaj lahko iz tega ven tudi rečemo o naravi ne samo demokracije, ampak predvsem predstavništva v povezavi s tistim ključnim vprašanjem celotne tematske številke, ki pa je bilo povezano z vprašanjem odgovornosti in pa predstavništva ključnih nosilcev, v tem mojem primeru torej političnih strank in nadalje potem poslancev do volivcev neposredno. Se pravi, volivci kot neke vrste, bi rekla, principali, ki izvolijo poslance kot agente, da služijo v vsakokratnem sklicu parlamentarnem potem v njihovem imenu za delovanje države. Tisto, kar pravzaprav smo pogledali, se je v tej luči navezovalo po eni strani na samo sestavo, na spremembe v strukturi poslancev v posameznih teh 7 sklicih, vključili smo tudi ta zadnji sklic, 2014, zdaj že lahko rečemo 18, in seveda dinamiko volilne izbire, se pravi tudi tega, kako so skozi čas volivci pravzaprav glede na zaupanje, glede na volilni rezultat namenjali potem glasove političnim strankam in s tem posredno seveda potem poslancem oziroma poslankam v vsakokratnem sestavu. Izhajali smo pravzaprav iz 2 podob, to je na eni strani makrostanja političnega sistema kot takšnega. Tule smo pogledali, kakšna je ta ocena skozi čas tega tako imenovanega sistemskega stanja demokracije v odnosu do seveda vloge državnega zbora kot osrednjega parlamentarnega predstavniškega telesa in pa političnih strank. In potem v okviru mikronivoja pa smo pogledali, se pravi, kako se skozi čas te predvsem sociodemografske in pa politično-ideološke karakteristike posameznih izbranih
poslancev oziroma političnih strank tudi spreminjajo. Zdaj, kaj smo z ravni makro pregleda ugotovili? Ugotovili smo eno splošno dejstvo, da se zaupanje tako v državni zbor kot tudi v politične stranke opazno znižuje, da nikoli pravzaprav do samosvojitve ni bilo zelo visoko, mogoče takrat čisto v prvem obdobju leta 92, tistega prvega sklica, še nekako v državni zbor, v politične stranke, nikoli to zaupanje ni bilo visoko, zdaj pa je praktično zelo nizko že ves čas, to je bilo ena od ugotovitev. Potem z vidika volilnih rezultatov skozi vseh 7 mandatov oziroma volitev smo ugotovili, da je parlamentarna arena odprta, kar pomeni, da imajo nove politične stranke priložnost in možnost vstopa v parlamentarni prostor. Ves čas, čeprav je bilo eno obdobje tam vmes tistega najbolj bom rekla, prvega obdobja po konsolidaciji, po tranzicijskem obdobju že nekako stabilno je bila ta odprtost nižja, potem se je pa zdaj s temi vsemi predčasnimi volitvami spet izrazito odprl parlamentarni prostor, torej priložnost za nove politične stranke. To smo nekako navezovali tudi na vsakokratne aktualne razmere družbene, politične, tudi gospodarske, ki so predvsem v tem zadnjem obdobju od volitev leta 2008 dalje vedno bile pogojene z nekim časom neke krize. Tukaj predvsem govorimo o tej širši, tako nacionalni kot širši globalni finančni, gospodarski krizi. Tako da na nek način toliko sprememb se je, če lahko na grobo rečemo, v parlamentarnem prostoru in potem bomo videli tudi skozi strukturo izbora poslank oziroma poslancev, ga je možno pravzaprav v 2 obdobji postaviti. Prvo obdobje je obdobje od leta 1992 do 2008. Tam se zdi, da je bila parlamentarna arena, da se je stabilizirala, da se je vedno bolj, bom rekla, tudi krepila in da je bil delež ponovno izvoljenih poslancev višji. Po tem obdobju, se pravi volitve 2008 do vključno tudi še aktualnih zadnjih volitev, pa pravzaprav je ta bom rekla, priložnost vstopa novih elit veliko višja. In jo je tudi neposredno možno povezovati seveda z tem tako imenovanim volatilitijem, se pravi spreminjajočo se odločitvijo, drugačno odločitvijo volivcev, ko grejo na naslednje volitve, ne dajo več podpore isti politični stranki in to vse skupaj za sabo pač prinese ta tok sprememb. Zdaj, kar se pa tiče samega mikrostanja oziroma mikroarene, kaj se ugotavlja zelo, ker me vidim že, moram že zaključiti, kaj ugotavljamo, ta odstotek pravzaprav ponovno izvoljenih poslancev je relativno visok, generalno gledano, tam nekje, zdaj pa že malo iz glave govorim, tako da če sem kaj narobe povedala, prosim, kar popravite okrog, 60% poslancev je vsaj enkrat ponovno izvoljenih, govorim zdaj od sklica 92 do sedaj, istočasno pa je tudi to odstotek na novo izvoljenih poslancev v tem drugem obdobju. Kar pomeni, da vidite, kako je v tem prvem obdobju bila visoka ponovna izvoljivost v primerjavi zdaj s povprečjem tega aktualnega obdobja. Tako da parlamentarne elite so se v tem zadnjem obdobju, torej postkriznem obdobju, izrazito osvežile. Osvežile so se pa na račun mlajših, na račun bolj izobraženih in na račun žensk. To je tisto, kar pravzaprav je nek trend, ki smo ga tako zelo generalno potegnili pod vso to zgodbo. In zdaj, če zaključim, ključno vprašanje, pravzaprav, kaj zdaj tole stanje pomeni z vidika demokracije, z vidika odgovornosti, predvsem zadnje obdobje kaže na tako imenovan poziv k tako imenovani hiperodgovornosti. Volivci niso nikoli
zadovoljni. Ne? In potem so pripravljeni tudi tvegati v tem smislu, da bodo raje dali priložnost novim, neizkušenim, ne elitam, če želite, zato, ker verjamejo, da bodo bolje predstavljale njihove interese, njih same v parlamentarnem prostoru, kot pa stare izkušene, obstoječe, te, ki poznajo procedure, ki imajo izkušnje, ki imajo v končni fazi tudi, bomo rekla, ta politično željo potem, da v resnici to delajo kot neke vrste svoje poslanstvo, svojo profesijo. Ali je zdaj ta hiperodgovornost pozitivna ali je negativna, tega nismo mogli in tudi ni bila ambicija tega članka, da bi to pravzaprav ocenjevali naprej. Ta ugotovitev je na nek način bila ugotovitev samega članka, ki je bil izrazito pregleden, prvi tega tipa sploh. Tisto, kar pa smo ugotovili, pa je nesporno dejstvo, pa je, da pravzaprav je to aktualna podoba demokracije v naši državi ob njeni 25. obletnici, jo moramo vzeti kot dejstvo in nismo zaznali nekih, bi rekla, alternativ k demokraciji, ampak smo pravzaprav to hiperodgovornost, osveževanje elit zaznali kot neke vrste alternativo v obstoječih okvirih parlamentarne demokracije. Hvala lepa. Jaz bom malo bolj zaostrila ta povzetek in postavila tezo, da bolj ko politično vladanje postaja kompleksno, v večji meri, ko se širi vpliv zasebnih oblik vladanja velikih korporacij, manj profesionalno parlamentarno in vladno elito ima Slovenija. To bi jaz ocenila za kritično in verjetno bo v tem smislu zanimiv tudi prispevek Tanje Oblak Črnič, ki pa govori o tem, kako stranke uporabljajo nove tehnologije, a so pri tem res tako zelo inovativne in nove, kot bi morda lahko pričakovali glede na tako obsežno zamenjavo parlamentarne elite strank sploh. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani in hvala za povabilo na to okroglo mizo. Sem zelo vesela. Jaz sicer prihajam iz, bom rekla, komunikoloških, socioloških disciplin. Se pa že vrsto let ukvarjam z podobo digitalne družbe, tudi v kontekstu do predvsem politične participacije in potencialnih sprememb na področju elektronske demokracije. Tako da se, bom rekla, tematsko gibljem na presečišču različnih disciplin in pristopov. Zdaj, moja naloga, ali pa ne kot naloga podana od zunaj, ampak iskreno iz svojega raziskovalnega interesa v tem prispevku, je bila usmerjena v dve ključni poanti. Prva, želela sem identificirati neke pomembne spremembe, ki jih mladi doživljajo kot potencialno še nastajajoči državljani v kontekstu do politične participacije, predvsem skozi vprašanje, kakšna je njihova pozicija delovanja v politične namene s pomočjo novih digitalnih medijev. Druga poanta, ki sem jo pa želela združiti, je, da ne bi to ostalo zgolj v vakuumu sledenja podatkom, kaj mladi počnejo na internetu in prek družbenih omrežij. Me je seveda zanimalo tudi, kako, če sploh so, bom rekla, prezentirani, ujeti v polju etablirane politične elite, se pravi konkretnih parlamentarnih političnih strank. In zato sem skušala povezati vprašanje, kaj mladi počnejo z digitalnimi mediji v odnosu do političnih zadev, s tem, kako politične stranke razumejo oziroma interpretirajo, kje mladi sploh so in na kakšen način jih nagovoriti. Kaj zdaj ugotavljam? Zelo na kratko, malce po alinejah, sem si zastavila ta moj uvodni nastavek, ker bi želela res slišati bolj vaše dileme oziroma vaše izkušnje nazadnje. Zdaj, sodeč po literaturi, mladi danes večinoma
lažje in tudi seveda pogosteje izražajo svoja politična stališča, pa tudi stališča onstran politike v digitalnih prostorih, gre na nek način za dobo izrazito personalizirane politike, kjer mladi predvsem sodelujejo na način samoaktualizacije. Se pravi, izrazijo se v odnosu do tematik, ki so jim blizu, v katere se čutijo neposredno vpleteni in seveda tudi z orodji in mediji, ki so jim, bom rekla, lažje in hitreje dostopni, to pa so seveda digitalne platforme. Po Benetu, enim od avtorjev, na katere se sklicujem, so mladi zato bistveno bolj zadovoljni kot državljani takrat, ko lahko definirajo lastne politične cilje. Se pravi, ko se na nek način realizirajo skozi definicijo, kaj je za njih politično pomembno. Po drugi strani pa so mladi vpeti seveda, tako kot je bilo slišati, v kontekst izredno nizkega zaupanja institucionalnim in od zgoraj navzdol oblikovanim organizacijam, kar seveda pomeni tudi v odnosu do novih načinov informiranja. Opažamo tudi v medijskih študijah izrazit upad seveda spremljanja konvencionalnih medijev med mladimi. Nasprotno, mladi se danes tudi o političnih temah informirajo v rekla, socialnih stikih družbenih omrežij, kar seveda spreminja njihove državljanske prakse, verjetno tudi na dolgi rok. Zdaj, kakšno naj bi bilo to sodobno mladostniško državljanstvo v primerjavi z nekimi predhodnimi oblikami? Po mnenju nekaterih avtorjih ga označujejo načela, kot so recimo odprtost, izbira, negotovost, občutek, da ni ene same prave poti, ampak je ideja temelji na pluralnosti participarnih platform. Se pravi, mlade, če kaj ovira ali pa kaj mladi vidijo kot alternativo, je, da se jim ne ponuja zgolj ena oblika delovanja v odnosu do politike, pa naj bo to konvencionalna ali pa digitalna, ampak zahtevajo pluralnost možnih oblik izražanja in seveda tudi možnih oblik nagovarjanja. Zdaj, kaj to pomeni z vidika politike same? Prvo kot prvo, verjetno je treba slediti in obenem tudi poznati, kaj mladi počnejo v kontekstu civilno-družbenih aktivnosti. In ravno en svež podatek iz trenutno že zaprte spletne ankete na vzorcu mladih znotraj mestne občine Ljubljana, ki je dosegla 793 mladih, katere so tiste najbolj pogoste nekonvencionalne prakse. 32% mladih pravi, da je kupovalo določene izdelke iz političnih, etničnih ali okoljevarstvenih razlogov. 30% je bojkotiralo nakup določenih izdelkov iz političnih, etičnih ali okoljevarstvenih razlogov. 22% jih je napisalo svoje mnenje, stališče na spletnem forumu, blogu, Twitterju, glede na politično relevantno temo. Skratka, sveži sicer podatki, nisem jih uspela še temeljito premišljevati, ampak govorijo v prid, da se seveda mladi aktualizirajo kot državljani v odnosu do nekih zelo specifičnih tematik z orodji, ki so jim na individualen način bližje. Kako dobro, ali pa na drugi strani bolje rečeno, kako slabo pa stranke odgovarjajo na te nove prakse in na te nove vzorce delovanja. To smo naredili na dva načina, namreč prek poglobljenih intervjujev z marketingarji oziroma tistimi, ki znotraj politične stranke skrbijo za komunikacijsko strategijo stranke v odnosu do javnosti, smo spraševali, kaj sploh razumejo pod konceptom digitalnega državljana. To nas je najbolj zanimalo, ravno v luči tega, da so mladi neke vrste digitalni domorodci, in na drugi strani, kakšne strategije sploh uporabljajo za nagovarjanje mladih. Zdaj, glede te prve dileme, zelo na kratko, če imam še 4 minute. Neke specifike med strankami so bile zaznane. Mi smo intervjuvali leta 2014, se pravi prejšnjo garnituro znotraj državnega zbora, vseh 7 takrat parlamentarnih strank. In glede na odnos do digitalnega državljanstva sem jih razdelila v neke 4 skupine, ki se seveda med seboj tudi malce prekrivajo. Stranke, ki jih umeščam, da digitalnega državljana razumejo predvsem kot dolžnostnega državljana,
vidim tam, ko pravijo, da gre za akterje, gre za državljane, ki seveda izpolnjujejo dolžnost v odnosu do političnih konvencionalnih praks, se pravi, grejo na volitve, se informirajo, a to počno digitalno. Se pravi, gre za neke digitalne prakse. Potem so stranke, ki pa vendarle digitalizirano politiko razumejo blizu tistim, kar tudi literatura kaže, aktivnega državljana. Državljana, ki je sicer individualiziran, izhaja iz lastne pozicije kot subjekta, ampak primarno razumejo digitalizacijo na ta način, da se morajo politike, javne administracije, postopki čim bolj digitalizirati in približati državljanu, zato da jih služi na aktiven način. Zdaj, ena od strank je tlele edina, ločena, ki digitalne medije razume kot absolutno nezanesljiva orodja. Lahko sami si postavite, katera stranka to je, ali pa mogoče potem v diskusiji, za katero preprosto ni dvoma, da digitalni mediji ne morejo biti zares pravi prostor za izražanje in uveljavljanje državljanskih praks. Potem imamo pa še dve, ki pa bi se najbliže raje pridružili modelu estonske države, ki digitalne medije ne jemljajo kot prostor za aktualizacijo stališč, ampak izključno kot orodja za glasovanje. Se pravi, zopet na ravni dolžnosti, pa vendar uresničevanje izključno konvencionalne politične participacije. Že na tej ravni je moj sklep bil, da takratna politična garnitura na nek način spregleduje, ali pa na nek način ne želi uvideti mlade kot potencialno drugačen tip državljanov, ki se realizirajo v digitalnih okoljih. In mogoče za konec bom še kakšno drugo reč bolj podrobno razložila v debati. Nazadnje sem pogledala zadnjo od raziskav UNESCO, kaj si mladi želijo biti oziroma postati, ko bodo odrasli, ko bodo veliki, in kaj si slovenski otroci želijo, pa to bolj za diskusijo. Politika zagotovo ni med njimi, na seznamu, ampak športnik, podjetnik, zdravnik, veterinar in odvetnik. To so 5, bom rekla, takih elitnih alternativnih pozicij, ki pa niso alternativne, ampak so, mislim, da tudi po Bourdieuju, kar klasične, razen športnika, če vzamemo, klasične profesije, ki ohranjajo, bom rekla, neke vrste moč v percepciji tudi mladostnikov. Podjetniki bi na drugem mestu. Hvala lepa. Se pravi, ta prvi sklop desetletje upada demokracije, Slovenija ostaja demokracija, bi vendarle lahko označili kot deželo, kjer je pa vendarle čedalje večji problem super odgovornost predstavnikov, se pravi zelo pogoste volitve in zelo hitra in radikalna menjava predstavnikov in po drugi strani še vedno zagledanost strank v stare državljanske prakse. Sedaj bi šli pogledati na področje oblikovanja evropskih politik oziroma predvsem te nacionalne koordinacije, da vidimo, ali sploh lahko govorimo o demokraciji v nacionalnem okviru, v tistem delu, ki se neposredno navezuje na oblikovanje politik na evropski ravni. Tukaj je tudi vprašanje predstavništva in odgovornosti odprto, morda še bolj radikalno kot v okviru predstavniške demokracije na nacionalni ravni. Dr. Damjan Lajk bo komentiral ta segment. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Mogoče bi se uvodoma tudi navezal na tisto študijo časnika The Economist, ki je bila uvodoma izpostavljena. Se pravi, po tej raziskavi indeksa demokratičnosti naj bi približno 2/3, mislim, da svetovne populacije živelo v različnih oblikah demokracije, približno 1/3 pa še vedno pod vplivi različnih avtoritarnih oblik političnih sistemov. Tisto, kar pa je zanimivo, da ugotavljajo tudi raziskovalci te analitične skupine, pa je, da naj bi le 5% svetovne populacije živelo v nekih
polnih demokracijah. In v tem zadnjem 10-letnem obdobju je tudi Slovenija med tistimi državami, ki je nekako izpadla torej iz te skupine držav polnih demokracij. In zatorej so vprašanja, ki so povezane s stanjem demokracije v Sloveniji, pa ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji, danes zelo na mestu. Tu bi želel izpostaviti tudi ta paradoks nekako, kar je bilo tudi uvodoma že izpostavljeno, da so te nove mlade demokracije, ki so se nekako večinoma torej po letu 2004 vključile v današnjo evropsko integracijo, tudi bile soočene z delnim uvozom nekega demokratičnega deficita. Tisto, kar je paradoksalno, je torej, da je Evropska unija kot takšna ves čas nekako zaznamovana z tem pečatom demokratičnega primanjkljaja, po drugi strani pa še vedno predstavlja, lahko rečemo, neko zastavo nošo na področju tudi po drugi strani izvoza demokracije in vrednot, ki so povezane recimo z spoštovanjem vladavine prava, mednarodnim sodelovanjem in podobno. To, kar je bilo doslej že izpostavljeno, to padanje demokracije, indeksa demokratičnosti recimo v Sloveniji, ni sicer nič posebnega za to regijo, ker dejansko celotna regija vzhodne Evrope, celotno dejansko postkomunistični bazen se sooča s podobnim problemom. V Sloveniji so nekako ključni razlogi, ki so privedli torej do upadanja te demokratičnosti, povezani z izjemno nizko stopnjo politične kulture. Ta vodja torej v zaupanje oziroma bolje rečeno nezaupanje političnih institucij, ki je trenutno, lahko rečemo, na najnižji možni ravni, še posebej problematično, torej, kot je že bilo izpostavljeno, zaupanje v politične stranke. Tu je verjetno dobra novica ta, da nižje to nezaupanje praktično ne gre, kar pomeni, da se lahko trend le še obrne v pozitivno smer. Razen, če ne pride do revolucije. Ok, bodimo optimistični. Na katero lestvico gledaš? Manj je še manevrskega prostora. No in to je tisto, kar vodi potem tudi v konstantno upadanje volilne udeležbe praktično na vseh ravneh. Med temi razlogi se tudi izpostavlja pogosto ekonomska in finančna kriza, ki je tudi sprožila različne dejavnike. In še posebej, če gledamo podatek, da danes v Sloveniji naj bi živelo približno 300 000 ljudi pod pragom revščine, je to zagotovo zaskrbljujoče oziroma dostikrat potrjuje tisto tezo, da vsakokratna vladajoča elita, politična elita nekako ne kaže dovolj interesa, torej, da rečemo pod navednicami za navadne državljane. Zdaj, moje mnenje pa je, da je nekako eden izmed ključnih problemov tudi brezidejnost vladajoče politične elite. Če pogledamo v preteklost, se pravi v to četrt stoletja dolgo zgodovino slovenske države, lahko ugotovimo, da je v 80. in 90. letih pred ne le politično elito, ampak celotno slovensko družbo so bili torej nekateri jasno začrtani cilji, ki so se sicer ponujali sami po sebi, torej od osamosvojitve, gradnje samostojne države in potem članstvo torej v evroatlantskih organizacijah. Ko je to bilo doseženo, so bili še določeni partikularni cilji povezani z delovanjem vseh teh organizacij, kot je bilo recimo predsedovanje svetu EU, pa prevzem evra, vstop v schengensko območje, potem pa nekako izgleda, oziroma vsaj navaden državljan dobi takšen občutek, da se je naenkrat ustavilo. Se pravi, nekako ne vemo več kako in kam naprej, torej ni nekih jasnih razvojnih ciljev razvoja slovenske države v prihodnje. To se tudi v veliki meri kaže z vidika delovanja Slovenije v kontekstu oblikovanja skupnih evropskih politik in pa tudi z vidika oblikovanja nacionalne koordinacije evropskih zadev.
Dosti krat smo nekako priča veliki, lahko rečemo tudi apatičnosti pri oblikovanju torej nacionalnih stališč, bodisi z vidika izvršne veje oblasti, z vidika zakonodajne veje oblasti, pa tudi nevladnega sektorja. Ne? Se pravi, nevladni sektor je tisti, ki nekako išče v kontekstu evropske povezave predvsem različne možnosti lastnega sofinanciranja in s tem tudi lastnega obstoja na nek način. Ne? Zdaj, moje mnenje je, da v današnjem času, torej aktualnih procesov globalizacije, lahko Slovenija v veliki meri svoje cilje dosega zlasti v kontekstu evropske integracije. Tu sta problema dva. En je ta problem, da kljub vsemu moramo imeti neke jasne cilje določene, ne? Nisem prepričan, če te cilje imamo. Drugi problem je pa sama evropska integracija, ki se tudi trenutno sooča z številnimi problemi in je dejansko pred številnimi procesi lastne reforme, torej tako institucionalnega sistema, kot tudi različnih podsistemov znotraj celotne Evropske unije. Nedavno, mislim, da marca letos, je predsednik Evropske komisije predstavil 5 različnih scenarijev prihodnega razvoja Evropske unije in tu se pojavlja vprašanje, ali je recimo trenutna vladajoča ali pa politična elita sposobna artikulirano opraviti neko deliberativno razpravo o teh različnih scenarijih in tu imam v mislih torej politično elito, ne samo zdaj vladajočo koalicijo, ampak tudi opozicijo in čim večje vključevanje nevladnega sektorja v te razprave. Torej, ali je Slovenija možna nekako tudi sprejeti nekako, da tako rečem, odgovornost, kateri je tisti scenarij izmed teh 5, ki je nekako po slovenskem mnenju najboljši in da bi s tem scenarijem tudi najlažje nekako dosegali torej, cilje slovenske države. Ker ne gre pozabiti, vsi dosedanji večji cilji Slovenije, ki so bili doseženi z visoko stopnjo konsenza, osamosvojitev, torej s plebiscitarno večino, torej ob sodelovanju tako vladajoče koalicije kot opozicije in torej civilne družbe. Tudi samo ta vstop v članstvo v evropske integracije je bil dosežen z izjemnim konsenzom, celo z sklepanjem različnih paktov, nenapadanjem med političnimi strankami znotraj zakonodajne veje oblasti, ko gre torej za to vrstno vprašanja. Tako da verjetno je smiselno, da bi tudi v tem kontekstu bilo smiselno opraviti torej tudi to razpravo v nekem čim širšem obsegu. Je pa dejstvo, da smo trenutno torej že v fazi predvolilnega obdobja. Lahko opažamo, da na plano vedno bolj prihajajo torej različne ideološke tematike ponovno in zato, vsaj po mojem mnenju, je zelo težko, da bo opravljena neka resna razprava torej tudi na to temo. Tisto, kar bi še želel dodati, je recimo, da izmed teh 5 predstavljenih scenarijev se nekako kot najbolj verjeten zdi tisti scenarij, da kdor želi skupaj narediti več, bo naredil več in to pomeni tudi ta scenarij tako imenovane Evrope več hitrosti. Kar je tudi problematično, je bilo vsaj doslej slišati se strani slovenske politike precej napačno razumevanje tega koncepta Evrope več hitrosti. To razumevanje je bilo običajno o neki Evropi 2 hitrosti, se pravi o 2 vlakih, enem tistem hitrem vlaku in enem tistem počasnem vlaku in to je bil vedno nekako cilj, interes Slovenije, da bi skočila na tisti hitri vlak, pa sploh ne vemo, kam pelje tisti hitri vlak. Bistvo je pa ideja tega koncepta Evrope več hitrosti, bistvo vzpostavljanje neke koalicije voljnih na različnih javnopolitičnih področjih, to pomeni sodelovanje
določenega sklopa držav članic, torej na tistih področjih javnih politik, kjer same vidijo svoj interes, več možnosti za doseganje lastnih ciljev, medtem ko na nekaterih drugih področjih pa ne. Kar pomeni, da se ponovno pojavlja vprašanje, ali je Slovenija tudi v primeru tovrstnega koncepta sposobna sprejeti neko, da ponovno tako rečem, odgovornost, v kateri hitrosti znotraj te evropske integracije se bo peljala, da bo dosegala torej tiste svoje cilje, ki jih tudi nekako še mora, po mojem mnenju, vsaj neke te res velike strateške cilje, razvojne cilje države doseči. In tisto, kar je ključno, je, torej, da bi nekako morali preiti torej od osredotočanja na procese k osredotočanju na neke izide oziroma rezultate prihodnjega razvoja. Tako da toliko za uvod. Hvala lepa. Torej v kontekstu demokratičnega primanjkljaja in upadanja legitimnosti Evropske unije bi jaz na podlagi raziskav o koordinaciji evropskih zadev, oblikovanju nacionalnih stališč in tudi skovanju interesnih skupin v okviru mednarodnega projekta Inter-Euro in slovensko-flamskega projekta povzela pravzaprav naslednje, da po eni strani je Slovenija deloma uvozila demokratični primanjkljaj iz Evropske unije, druga stvar, druga težava pa pravzaprav leži tudi v nedoraslosti tako vladnega kot nevladnega sektorja za delovanje v tako kompleksnem sistemu, kot je Evropska unija. Da gremo k malo bolj optimističnim temam, predlagam, da se o problemih večanja prepada med vladajočimi in vladanjem v Sloveniji vendarle te teme najprej lotimo z neokorporativizmom, kjer Slovenija nekako izstopa, nenazadnje izstopa s tem, da je prepad med odločitvami, ki so sprejete v neokorporativnih institucijah, veliko bolj v skladu s tem, kar pričakujejo ljudje od politike, kot tisto, kar sprejema parlament. Tako da bi prosila Alenko Kraševec, da predstavi dve raziskavi, na katerih sta delala skupaj s soavtorjem Larsom Johansenom. Prosim. Hvala. Jaz bi se mogoče poskušala najprej navezati na kolega Lajha, pa potem mogoče spela s to predstavitev. Kolega Lajh je povedal, da skladno s podatki slovenskega javnega mnenja Slovenci nič kaj dosti ne zaupamo političnim strankam. Če pogledamo pa v zgodovino nazaj, pa ugotovimo, da Slovenci v bistvu nikoli v preteklosti nismo bili ravno navdušeni nad političnimi strankami. Na drugi strani smo imeli pa očitno nekako malce večje navdušenje nad nekaterimi oblikami, rekla nekako dogovarjanja med politično oblastjo in nekaterimi organiziranimi interesi. Se pravi, zgodovina korporativizma oziroma korporativistične ideje, pa če bi v današnjem čas rekel mogoče neokorporativizma, je tista, ki je v Sloveniji prisotna, lahko rečemo, tam od 20-30 let 20. stoletja, ni izginila v socialističnem obdobju, prav tako pa ni izginila v demokratičnem obdobju, se pravi od demokratičnega prehoda do današnjega časa. Politične stranke, tudi ena taka, rekla, širša razprava, ne samo v Sloveniji, poteka v smislu tega, kaj delajo politične stranke narobe oziroma kaj ne delajo dovolj dobro, da se političnim strankam tudi v državah, v katerih so bile nekdaj priznane politične akterke in se jim je v večjih meri zaupalo kot recimo v Sloveniji, kaj se dogaja pri političnih strankah oziroma kaj delajo narobe. Ena ta široka razprava je razmislek o tem, ali politične stranke uspejo v svojem delovanju v zadnjem desetletju, dobrem desetletju, najti neko ravnotežje med odzivnostjo in odgovornostjo. In kar veliko kritik prihaja na politične stranke ravno z tega področja, da ne uspevajo v današnjem času
več odigrati na eni strani vloge nekoga, ki skrbi za to ravnotežje. Tisto, kar postaja tudi težava za politične stranke, širše gledano je to, da vedno v manjši meri igrajo vlogo tako imenovanih societalnih akterjev. Vedno bolj postajajo tudi del države. No, na drugi strani se pa očitno v tej korporativistični ali pa neokorporativistični tradiciji kljub vsemu lahko vzpostavljajo očitno nekateri akterji, ki poskušajo skupaj s predstavniki oblasti nekako iskati ravnoteže med tema dvema konceptoma odgovornosti in odzivnosti. In tisto, kar nekako je videti očitno v Sloveniji, je to, da saj v 90-ih letih 20. stoletja so rekla, te neokorporativistični aranžmaji, govorim pa predvsem o socialnem sporazumevanju v okviru ekonomsko-socialnega sveta, uspeli zagotoviti tisto, kar se je dolgo časa v Sloveniji govorilo, zgodbo o uspehu. Namreč zgodbo o uspehu tako na političnem kot na socialno-ekonomskem področju. Tako kot je bilo omenjeno, Slovenija je v resnici edina država v tem postsocialističnem evropskem kontekstu, v kateri so bili socialni sporazumi sistematično sklenjeni vse od 90-ih let ali pa sredine 90-ih let do današnjega časa. Se pravi, neka mogoče značilnost, ki je bolj lastnost zahodnoevropskih držav, se očitno tudi v Sloveniji rekla, ponovno vzbudila na začetku 90-ih let in lahko rečemo, odigrala pomembno vlogo, rekla, po prepričanju tako slovenskih raziskovalcev kot tujih raziskovalcev, zlasti v 90-ih letih 20. stoletja. Zdaj, postavlja se seveda lahko vprašanje, kaj se dogaja z neokorporativizmom ali pa se bo dogajalo z neokorporativizmom v prihodnje, se pravi kot tistim elementom ali pa mehanizmom, ki očitno v Sloveniji nekako nadomešča saj v določeni meri neko vlogo političnih strank. Če bi pogledali neke klasične predpostavke ali pa dejavnike, ki lahko vplivajo na vzpostavitev korporativističnih ali pa neokorporativističnih aranžmajev, lahko sicer ugotovimo, da marsikaj od teh dejavnikov v Sloveniji je obstajalo in bo obstajalo očitno še v prihodnje. Zdaj, na eni strani je to tradicija. To tradicijo v Sloveniji zagotovo imamo. Postavlja se lahko potem vprašanje nekega poudarka kolektivizmu. Iz raziskav slovenskega javnega mnenja je sicer moč opaziti skozi dobrih 20 letij, kako se tudi v slovenski družbi sicer vedno bolj izpostavlja individualizem, ampak na drugi strani je pa zanimiv recimo tudi podatek o tem, kako Slovenci takrat, ko je treba sprejemati odločitve, pa težimo k kolektivizmu. Tako da to je mogoče ena točka, za katero lahko rečemo, da se bistveno ni spremenila v zadnjih 2 desetletjih in še nekaj in se verjetno v bližnji prihodnosti ne bo spremenila tudi vnaprej. Tisto, kar se izrazito spreminja in postavlja lahko pod vprašaj delovanje teh neokorporativističnih aranžmajev, je to, kar se dogaja pri socialnih partnerjih, se pravi pri sindikatih in pri delodajalskih organizacijah. Tipično ne bi bilo seveda, da je možno opaziti neokorporativistične aranžmaje v državah, v katerih imajo, lahko rečemo, tako sindikati kot delodajalske organizacije močno članstvo, veliko članstva in so tudi, lahko rečemo, centralizirane organizacije. To je nekaj, kar se je izrazito spremenilo v Sloveniji. Lahko sicer rečemo tam bolj kot ne na začetku 21. stoletja. Se pravi, ko se začne, lahko rečemo, zmanjševati članstvo pri sindikatih bolj radikalno in mislim, da po zadnjih podatkih nekako stopnja sindikaliziranosti v Sloveniji dosega samo še dobrih 20%, se pravi, na začetku 90-ih let je bila ta stopnja 60%, se pravi, 60% ljudi, se pravi, zaposlenih, je bilo takrat vključenih v sindikate. Zadeva se spreminja tudi na delodajalski strani. Od nekdaj obveznega članstva podjetij v delodajalskih organizacijah smo prišli na
prostovoljno članstvo, kar je tudi radikalno zmanjšalo število članov teh organizacij. Skratka, v glavnih organizacijah se marsikaj dogaja, v teh societalnih organizacijah se marsikatere spremembe dogajajo in se postavlja seveda lahko naprej vprašanje, kaj se bo s temi institucijami recimo dogodilo v prihodnjih nekaj letih. Zdaj, kljub nekaterim tovrstnim trendom upadanja nekaterih dejavnikov, kot sem jih predstavil, nekaterih dejavnikov za sklepanje teh neokorporativističnih aranžmajev, smo pa kljub vsemu v Sloveniji v resnici videli, da tudi v tem novejšem obdobju, da je prišlo do socialnega sporazumevanja med tremi akterji, se pravi med vlado, delodajalskimi organizacijami in sindikati. Tu se postavlja sicer potem eno vprašanje naprej, namreč mogoče se lahko postavi vprašanje tudi tega, ali imajo socialni sporazumi res neko regulativno vlogo v današnjem času v Sloveniji. Če je to veljalo, se pravi ta regulativna vloga, da so odigrali regulativno vlogo v 90-ih letih 20. stoletja, se včasih postavlja vprašanje, kaj je s to vlogo zlasti v zadnjih socialnih sporazumih. Zdaj, zadnji socialni sporazum je bil podpisan leta 2015, veljal še do 2016, tekom 2016. Postavlja se vprašanje te regulativne sposobnosti predvsem zaradi tega, ker je eden izmed partnerjev, to so delodajalske organizacije, zapustile enostavno to socialno sporazumevanje, tako da en razmislek mogoče za naprej je bolj v smislu tega, ker so nekateri raziskovalci ugotavljali za posamične primere, ki so se socialnega sporazumevanja dogajali v državah Srednje in Vzhodne Evrope, v drugih državah Srednje in Vzhodne Evrope, če korporativizem oziroma neokorporativizem postaja nek iluzorni, se pravi neka iluzija, se pravi v smislu tega, da v resnici imamo opravka z nekim sporazumevanjem, spreminja se pa glavna vloga tega socialnega sporazumevanja. Namreč v smislu tega, da namesto, da postaja prostor iskanja nekih kompromisov med tremi partnerji, postaja mogoče v večji meri predvsem sredstvo legitimiranja politične oblasti, se pravi sredstvo legitimiranja vsakokratne posamezne vlade. Zdaj, ko pogledamo, se pravi, neko analizo socialnega sporazumevanja v Sloveniji, imamo lahko mogoče tak občutek, da se v Sloveniji mogoče res približujemo te ideji iluzornega korporativizma. Namreč, zakaj? V obdobjih oziroma v letih, v katerih so bili sklenjeni socialni sporazumi, so bile vlade praviloma šibke, se pravi nekaj, kar sicer neznačilno za Slovenijo, ampak šibke vlade. Socialni sporazumi so se pa z izjemo tega zadnjega v resnici sklepali takrat, ko se je zakonodajno obdobje približevalo koncu. Se pravi, postavlja se v resnici vprašanje, če mogoče nismo že v 90-ih letih bili v Sloveniji soočeni mogoče s nekimi prvimi koraki k temu iluzornemu korporativizmu. Mogoče samo še za konec rekla razmislek, kaj je alternativa lahko tem neokorporativističnim aranžmajem v Sloveniji, tisto, kar vsaj na nekih točkah v Sloveniji vidimo, se pravi ob tem, da slabijo institucije tipične za socialno sporazumevanje, da imamo opravka s številnimi kritikami, ki letijo na račun političnih strank. Postavlja se lahko vprašanje, in nekateri indici so že tu prisotni, zelo jasno prisotni, v katerih je bilo danes tudi nekaj govora, da se mogoče v Sloveniji premikamo k personalizirani politiki v bistveno večji meri. To je en trend, ki ni značilen, zdaj bi rekel, samo za Slovenijo, je širše prisoten trend. Nekateri pa seveda opozarjajo, da kljub temu, da personalizirane politike ne gre enačiti s populizmom, obstaja lahko to, se pravi, ta personalizirana politika lahko obstaja kot dober nastavek za širjenje populizma potem v prihodnje. Jaz bi se tu zaustavila. Hvala lepa. Žal ni bila tako optimistična tema, kot sem napovedala, ampak saj zadnja pa gre v smeri politične inovacije. Prosim, Ano Železnik, da predstavi to idejo. Hvala.
Lep pozdrav vsem. Moj osrednji fokus tudi v moji doktorski dizertaciji, ki jo pišem, z mentorico dr. Tanico Fikafner, je seveda iskanje nekih alternativnih oblik demokracije oziroma nadgradnja in neke rešitve obstoječih demokratičnih deficitov, ki smo jih priča danes. Predvsem sem se v prispevku iz tematske številke naslavljala na vprašanje politične enakosti in izhajala iz dveh, oziroma ene bolj novejše in eno malo bolj starejše, ki jo vsi poznamo, participativne demokracije, medtem ko je deliberativna demokracija relativno nova, vpeljuje se tudi v politični odločevalski proces od 90-ih let dalje in predstavlja nekak en neposredni tip demokracije, kjer državljani soodločajo v političnem procesu preko deliberacije oziroma razprave. In ta razprava v večini poteka v javni sferi. Zdaj, te oblike deliberativnih mehanizmov, na katere se tudi navezujem v članku in v doktorskem delu, v bistvu nekako povezujejo državljane s politično oblastjo prav na način, da režejo to apolitičnost, pasivnost samih državljanov, mladih, ki je v bistvu tudi zelo velik problem, ne samo v Sloveniji, ampak povsod po svetu, kot smo slišali naprimer v tele uvodne ugotovitve, kako se zmanjšuje število demokracij, še posebej primer Amerike, ker je ves čas veljala za polno demokracijo, je v bistvu v letu 2016 prvič izpadla iz te skupine držav. In tukaj bi se v bistvu res navezala ne na probleme, ker smo jih mislim, da kar obširno že omenili, ampak na rešitve. Zato mogoče tudi malo bolj optimistično naravnan aspekt. Zdaj, sama politična enakost vključuje marginalizirane tiste ljudi, ki načeloma niso vključeni v neke javne politične procese. Ne bi se tukaj mogoče toliko osredotočala na to skupino in torej ta koncept politične enakosti, ampak bolj na nacionalni kontekst Republike Slovenije, kakšne so v bistvu prakse tudi pri nas. Praks ne poznamo, primer en tašnih, ne vem, če je kdo že slišal, je participativni proračun. To je takšna institucija oziroma sistem prerazporejanja lokalnega proračuna, sredstev lokalnega proračuna med prebivalce. Da potem oni o tem odločajo, nekako postavijo prioritete določenih projektov, ki bi jih želeli v lokalni skupnosti izvajati, in pa lahko tudi seveda predlagajo svoje projekte. To mislim, da se je izvajali v Mariboru, pa Novi Gorici celih prejšnji mesec, so bila 11,4% udeležba lokalnih prebivalcev. In v bistvu so izbrali tudi na takšen način 19 takšnih projektnih predlogov, ki si seveda lokalni prebivalci želijo, da se izvedijo. To na nek način res kaže na njihovo aktivno vlogo pri soodločanju, ki v bistvu danes manjka. In ta apolitičnost in nezaupanje tako v politične predstavnike, tako v politične institucije je izredno kritično. Tudi, če se spominjamo določenih razprav takrat, ko je bilo za uvedbo verouka kot obveznega predmeta v osnovne šole. Danes bi se mogli mogoče spraševati o obvezni uvedbi predmeta državljanske vzgoje oziroma politične vzgoje v osnovne šole. Nekako ljudi pač politika ne zanima in to je problem. Zdaj, da se navežem nazaj na te moje optimistične rešitve, primere dobrih praks poznamo in to so po celem svetu že. Avstralija, naprimer Južna Amerika, tak znan participativni proračun je tudi iz Brazilije, mestica Porto Alegre, mislim, da že traja od leta 1989 in v bistvu uspešno deluje. Rezultati so izredno pač spodbudni. Pri nas mislim, da je delovala tudi
mreža participativnih demokratičnih šol. To je v bistvu bil en projekt, kjer so se združile 3 države, Slovenija, Portugalska pa Poljska, kjer so v bistvu nekako nazivali so se na učence, dijake pa njihove učitelje v šolah, da bi jih nekako izobrazili in usmerili k nekim aktivnem državljanstvu. Tako da kritično razmišljanje je tudi ključnega pomena, zato pa sem se potem tudi jaz odločila, da gradim nek potencialni scenarij prav na teh 2 nekako teoretičnih normativnih temeljih. Ne. Torej, da se vključuje tako participacijo kot tudi deliberacijo, torej kvaliteto razprave, argumentacijo. Zdaj, še ne omenjam, ne samo, da ponavadi kritika deliberacije kot takšne je prav to, da se vsi ljudje pa niso sposobni in usposobljeni odločati o vsem. Ne? Vsi nimamo strokovnega znanja o dotičnem problemu in tako naprej, zato potrebujemo strokovnjake. Zdaj, sama lokalna raven in odločanje državljanov na lokalni ravni, jaz pravim, da vkolikor je človek potem soočen z nekim problemom, ki se tiče tako njega kot njegove družine, bližnjih in tako naprej, je najverjetneje tudi scenarij ta, da se bo sam angažiral, ne? Se bo sam priučil določenih postopkov, zdaj spet odvisno od posameznika. Skratka, ideje, nek ideal kot tašen je vsekakor zelo optimističen, tako da tukaj bi se pa mogoče tudi ustavila zaenkrat, pa prepustila besedo. Hvala. Hvala lepa. Toliko smo pripravili za spodbudo k premisleku. Morda ima kdo že pripravljeno kakšno vprašanje, kakšen komentar, nasprotno misel. Kar izvolite. Profesor Pruf. Jaz bi imel nekaj, ker sem najstarejši, razen kolega Toša, si drznem zaradi tega, ker sem starejši, vprašati vas nekaj, ki seveda mnogo menj o tem vem, kaj vi. Moram reči, da sem bil presenečen nad aktualnostjo tematike in nad zrelostjo tudi ocen, ampak mene 2 načelne stvari nekako begajo, ki tle ni bilo odgovorjeno, čeprav najbrž je v podstati vsega tega, kar ste vi rekli, to bilo upoštevano. Prvo, jaz bom na par nevezanih vprašanj ali pripomb dal. Prvo, demokracija je ena lepa stvar, ampak je nepopolna. Ampak to, če je nepopolna, to vemo od vsega začetka. To je v njenem bistvu, da je nepopolna in da se razvija. Ampak seveda, demokracija je lahko, takole se govori o njej, kot ste vi, kaj vse ji manjka, pa kaj vse bi se dalo še zboljšati. Na drugi strani imamo pa danes v Sloveniji bolj amaterske ljudi, ampak tudi z naše hiše so kakšni, oziroma asociirani naši hiši, imenitni, ugledni nemški voditelji, ki jemljajo demokracijo čisto prazno, samo formalnost, demokracija ima pač 2 lastnosti, formalna mora biti formalno zakoličena in tudi vsebinsko. Ampak en kolega me zelo moti, ker jemlje to čisto fetišistično. Demokracija je super, fina stvar in vse te drugo je za nič. Ampak nikoli ne pove o vsebini te demokracije. Demokracijo pa poznamo od stare Grčije do danes, do Amerike, ki so zelo različne forme. Torej, o tem bi bilo treba najbrž tudi kaj še razmišljati in reči. Mene tu zaradi, ta druga stvar, ki me pa zelo moti, tu je pa obče zdaj uveljavljeno v slovenski politiki, v njenem diskurzu, v njenem slovarju in v celo politični znanosti.
korporativno upravljanje, korporativizem. Veste, jaz sem človek malo starega sveta, moja žena bo rekla zelo starega, ampak jaz mislim, da je to za mene en zelo zanimiv lepi čas je bil tam, čeprav ni bil samo lepi, na tistega se bolj pozna med obema vojnama. In tam so vse napredne politične sile, vse napredne politične ideologije, od liberalizma, demokracije, to se pravi levo-liberalnih strank do socialistov, da ne govorimo celo o komunistih, najbolj napadale korporativizem. Korporativizem je bil nekaj najslabšega. Korporativizem je bila krasna, fina, zunanja forma diktature, najbolj konzervativne diktature, ponavadi so še zraven postavili klerikalstvo. No, danes je pa tu smo kar sprijazneni, da je to korporativno upravljanje. Korporativno upravljanje za mene tudi danes odmik od pravzaprav prave demokracije. Korporativno, jaz ne vem, koliko državljanka, kakršnokoli možnost reči na tako imenovano korporativno upravljanje v Luki Koper. Bom dal 2-3 take imenitne gospodarske inštitucije v Gorenju, v Velenju, kjer se vrtijo vedno enoniški in so že čisto sorodni postali, čeprav niso izvorno. Kar naprej na šestih organizacijah je že sfalil neki gospod, ki bo čas celo direktor predsednik upravnega odbora Ljubljanske banke, pa je zdaj kar gora. In je potem tam ni nekega pravega korporativnega upravljanja in se mi zdi, kar je rekla Alenka, čisto zares, mora biti njena pripoved je zvenela kritično, ampak je rekla besedo, da je to samo še neka karikatura, navideznost korporativnega upravljanja. In zdaj, da zaključim, jaz mislim, da res je ta naše korporativno in ta naš korporativizem ima eno slabost, ki za res tudi se dalo videti. V zavesti preprostih ljudi, torej mene, pa se celo mičkem neko drugoslovno izobrazbo, ne morem si predstavljati, to ni noben korporativizem. Zdaj so tako imenovani korporativni upravljavci, korporativisti, upravljajo z velikanskimi denarji. Do včerajšnji samo upravljavci, da bom jih zdaj našteval, nekih je zdaj sreč pomrlo, zdaj bi biti resno mislijo. Grozljivo se mi zdi, na primeru s tem bom tudi končal, 2 inženirja sta bila v tovarni A. Ne bom zdaj govoril, lahko se najde neprimer. Eden je bil v tehničnem oddelku, se pravi razvojni inženir, vse sorte si izmišljalo nove tehnologije, nove proizvode, s katerimi, ko je prišlo pa lastninjenje, drugi njegov kolega, ki bil pa malo slabši, ni bil sposoben za raziskavo, je bil pa malo komercijali. In ko se je šlo lastninjenje, je tisti iz komercialnega oddelka bil pri tisti skupini, tisti manjšini, ki je lastninjena in je imel tudi tiste delnice. Unik je pa ostal v razvoju, je bil pa je ostal še naprej na varnem razvoju. In čez kakšnih 5 let mu je enkrat rekel tone unemu Jožetu, ki razvija, pa se nekaj prepenčil, tisti Jožet, nimam dosti velike plače, pogled, bod vesel, da te imam še v službi. Tak je ta naš predstavnik korporativizma. To je taka karikatura v primeri z enim korporativizmom ali pa z enim korporativnim upravljanjem v neki razviti državi. Pa vzemimo Nemčijo ali Dansko ali Francijo. Hvala lepa, se pravi, poleg nekorporativizma imamo zdaj še vprašanje korporativnega upravljanja. Predlagam, da poberemo še 2 vprašanja, 2 komentarja, pa gremo na... Profesor Zajc, še do? Jaz imam en komentar, se pa upravičujem zaradi svojega glasu. Dejstvo se mi zdi, da bi lahko velik del te razprave
v bistvu dali pod en okvir nekega procesa, ki je dosti širši evropski ali pa svetovni, in to je deparlamentarizacija. Ta proces je na nek način tesno povezan z, kako bi rekel, z umikanjem demokracije iz tistih pravih centrov odločanja. Deparlamentarizacija seveda pomeni, da se nacionalni parlamenti vedno bolj počutijo v bistvu lastnino svojih lastnih vlad, da se v parlamentih več ne razpravlja o najbolj pomembnih zadevah, razen v kakšnih zelo izredno pomembnih situacijah, da se recimo v parlamentih tudi ne odloča oziroma ne razpravlja več o zadevah, ki so zelo pomembne na višji ravni, recimo na ravni Evropske unije. Tako naprimer, ta konkretni primer je naš slovenski državni zbor, ki letno sprejme po eno resolucijo o tem, kako naj naši predstavniki se odločajo v institucijah Evropske unije, vendar pa niti ena od teh pomembnih evropskih zadev ne pride v bistvu na dnevni red državnega zbora, ampak vse skupaj opravijo v ustreznem odboru. Pri nas se vidi potem nek način podoben proces, učinek deparlamentarizacije se vidi tudi v tem trendu, ki je bil omenjen, k neki personalizirani politiki. Imamo zelo personalizirane stranke, imamo zelo, kako bi rekel, vidne osebnosti za imeni v politiki in tako naprej. Ljudje nekako izgubljajo zdaj neko zaupanje v politiko kot tako, če morajo pač zaupati posameznikom. Ali je mogoče zdaj vprašanje, da bi na nacionalni ravni torej okrepili demokracijo, ker drugače bomo še naprej uvažali samo ta primanjkljaj iz Evropske unije. Moramo pa kaj izvoziti, bi rekel, v Evropsko unijo. Hvala lepa. Hvala. Morda še izmed študentov, kakšno vprašanje, komentar? Vprašati ni greh. Ja. Lahko tako vprašate, da vam 10 pametnih ne bodo dovolili. Dobro, lahko se pripravite za naslednji krog. Imamo pa dva prijavljena, ne vem, kdo je bil prej, profesor Alojzija Židan, potem pa profesor Toš. Potem bi šli pa na odgovarjanje, kar izvoli. Hvala lepa za besedo. No, čisto na kratko, jaz nisem politologinja, ampak vendar me iritira to vprašanje, kako na nek način uresničevati ta fenomen polnosti demokracije v šoli, v sodobni informacijski, digitalni šoli. Ko sem zelo pazljivo poslušala profesor Črničevo, bi rekli naslednje. Ta novodobna hipergeneracija res implementira znanja pri standardu družboslovnih vedenj v osnovni šoli in tudi srednji šoli na povsem drugačen način, kot denimo v tistih preteklih, bi rekla, letih, ko so dominirale tradicionalne didaktične prakse. Nekako sem razmišljala v tej smeri, kako bomo morali nujno preseči v prihodnje sledečo situacijo, malce bom tipologizirala. Imamo zelo stare izvajalce, kadre, bi rekla, teh pomembnih kurikularnih področij, standardov družboslovnih vedenj v osnovni in srednji šoli, ki pa so šibki, deficitarni v, bi rekla, tem mreženju, v rokovanju z novodobnimi tehnologijami in obratno, mlade kadre, ki bi želeli res nagovoriti to hipergeneracijo, te digitalne domorodce, itd. Drugi izrazi se uporabljajo in tudi časovno zamejujejo in seveda bolj, bi rekla, ne dobro usposobljeni, ne dovolj profesionalno usposobljeni za vsebinami, ampak odprti za implementacijo teh vsebin. Ob tem imamo še tudi močne pritiske teh neformalnih dogajanj na šoli in seveda tudi zunaj šola, na novodobne generacije in dejansko nikoli ne dosežemo potem tistega
želenega ravnovesja in te moči, ne, bi rekla, te novodobne didaktike, ki jo jaz imenujem sinhronizacijsko, s pojavno didaktiko in tradicionalne didaktike nikoli ne ta standard družboslovnih vedenj v osnovni šoli in srednji, kljub trudu, ne bi seveda generalizirala čisto, ne doseže tistega učinka, za katerega je ta standard pravzaprav odgovoren. In ne nazadnje tudi tu bi želela, da mi kakšne dobre, izjemno interaktivne, konstruktivistične prakse izvozimo iz Slovenije v tujino. To je to. Hvala lepa. Profesor Toš. Jaz ne bom postavljal vprašanj, niti odgovorov, ampak bom izrekel nekaj vtisov očividca, očividec. Danica me označila kot... Mene preveč gledate. Danica me označila kot, kako si rekla, starosta. Starosta slovenskega javnega mnenja. Kolega Klub se je takoj postavil v isto vrsto, jaz sem od Kipo Nirec. Jaz moram povedati, da sem bil prisoten pri ustanavljanju tega centra. Ja, v tem smislu sem želela pohvalno izreči. Tako je. Ni bilo negativno. In sem spremljal razvoj tega centra zelo intenzivno vsaj prvih 30 let, pa morda ne več tako intenzivno. Ko sem poslušal spoštovane kolegice, profesorice, vaše pripovedi in kolega Rajka, ker ga moram pač kot edinega prevzdignem tako imeti. Običajno ravno obratno. Moram izreči vtis, ki bi ga morda izrekel kolega Bibič, predstojnik, ustanovni predstojnik in dolgoletni predstojnik centra, predvsem na osnovi njegove metamorfoze v zadnjem desetletju njegovega delovanja v smeri empirične politologije, ki je postala očitna, da bi vam izrekel priznanje. Vaša pripoved je politološko tehtna, aktualna, posega v žgoče teme našega, bi rekel, demokratičnega vsakdana. In v tem smislu bi jaz tudi sami sebe ponovil to, kar sem izrekel posredno preko vtisa že davno preminulega nestorja slovenske politologije, Adolfa Bibiča. Potem pa, ko vas poslušam, mi ni čisto jasno, zakaj sem jaz pravzaprav postal sociolog. Ker sem znotraj prostora tega razmišljanja in bi zlahka lahko rekel, da sem politolog. In ta dilema mene pravzaprav tolče ali ostaje nerazrešena od vsega začetka. Ne vem, ali se zavedate, da je FSPN v svojih izhodiščih snovala preko intelektualnega angažiranja skupine pravnikov. 1, 2, 3, 4, Bibič, Petrič, danes zelo aktualno postavljen kot svetovalec predsednika Republike, nekje v drugi vrsti sedi, ves utrujen in gleda, kaj se dogaja. Mlinar, Markič, Klinar, Toš, Rupnik, nekatera od teh imen poznate, nekaterih ne, moje ime poznate zaradi moje dolgoživosti, jaz upam ne tudi izživetosti. Dejstvo je, da je pravzaprav ta tip družbenih ved, ki se vzpostavlja in razvija, v izhodišču bil pravzaprav v presečišču med politologijo in sociologijo in da je morda en del teh politološko angažiranih pravnikov po izhodišču preveslalo v sociološko polje ravno zaradi bolj izražene, bolj odprte možnosti kritike sistema. Da se je politologija držala morda v nekem obdobju bolj na teoretski ravni, sociologija pa je s svojimi, bi rekel, akcijskimi nastavki v kritičnem obravnavanju takratnih družbenih stanj. Spomnim vas ali pa navedem vam teme, usrednje teme razprav na temo integracijski, dezintegracijski procesi jugoslovanske družbe, ki so po svojem bistvu vsaj tako politološki kot sociološki. Ali pa kriza, krizni pojavi, spet izrazito usmerjena analiza stanja političnega in ekonomskega sistema.
pa tudi v nastajanju artikulacij raziskovalnih polij, vidite, da je pravzaprav ta politološki element mnogo bolj široko utemeljen. Center za raziskovanje javnega mnenja je pravzaprav empirična podlaga širokega polja družboslovnega raziskovanja, ki vključuje sociološke in politološke elemente. Jaz sem v vaši pripovedi čutil vedenje ali uporabo podatkov iz našega raziskovanja. V zvezi s tem izrekam poziv, mi imamo ta hip skozi European Social Survey ali Evropsko družboslovno raziskavo izjemno dragocene datoteke za razpoznavanje značilnosti in posebnosti demokratičnega razvoja slovenske družbe v času 2002 do 2016. Lepo vas prosim, posežite po tem, ker ustreza vašim konceptualizacijam. Simona je rekla, da smo nizko, nekdo je rekel, da nismo, ne, ona je rekla, da nismo čisto nizko, da še malo spori. Pa ne veliko. Malo spori. Slovenija stoji, to je absurdno. Recimo na aktualnem Evropskem indeksu socialne pravičnosti Slovenija stoji visoko zgoraj, na 7. mestu. Pred celo vrsto zahodnoevropskih, celo skandinavskih držav. Na drugi strani smo pa v polju, bi rekel, vrednotenja, funkcioniranja političnega sistema na dnu, v odnosu do parlamenta, v odnosu do političnih strank, v odnosu do politikov. Kakšna policijska ministrica bi se lahko pohvalila, da je policija visoko vrednotena. Pa ni res. V evropski primerjavi tudi policija nizko vrednotena. In tako naprej. Za sodstvo nasploh velja, da je nizko vrednoteno. Najnižje politiki govorijo o tem, kako je ugled in zaupanje v sodstvo povsem razkrojeno. A veste, kdo to govori? Tisti, ki tega zaupanja nimajo, politiki. Ker sodstvo ima bistveno večje zaupanje kot pa politiki in tako naprej. Torej, s tem hočem povedati, pri konceptualizaciji raziskovalnih programov, recimo Center za proučevanje religije in cerkve je bil drugi ali tretji center o politološkem takrat ustanovljen, je bil po svojem bistvu tudi politološki center, proučeval je cerkev kot institucijo in tudi cerkev kot politično institucijo. Ali pa cenjeni kolega akademik Zdravko Mlinar, ki je ustanovil center, ki se danes imenuje za prostorsko sociologijo. A veste, kako se je na začetku imenoval? Kdo je? Danes se ne more reči. Center za proučevanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij. A je v tem vsebovan politološki element? Vsekakor je, ne? Jaz bi pa želela tudi spomniti na to, da se je profesor Bibič zelo boril za avtonomijo razvoj politologije, ampak sodelovanje s Centrom za raziskovanje javnega mnenja pa seže tudi v zgodovino Centra za raziskovanje javnega mnenja. Tako da v bistvu te vezi ostajajo in me veseli, da opozarjate še na nove, ampak to počnemo morda na malo drugačen način pri pisanju individualnih člankov ali knjig. Ne, vse to je jasno. Tako da je to odlično. Oživeti tisto, kar se je nekoč v tem prostoru dogajalo. In jaz bi vam želel izreči iskreno priznanje, spoštovane kolegice, in me veseli, da sem prisluhnil, to bi lahko na koncu povedal, ampak ker bom pa zelo odšel, sem pa zelo povedal. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj bi bil pa že čas, da poskušamo odgovoriti na vprašanja. Zdi se mi, da je prvi komentar, prvi sklop vprašanja, nekako bi to navedla, mogoče še najbolj usmerjen na prispevek o neokorporativizmu, tako da bi prosila Alenko, če komentira. Glede deparlamentarizacije bi prosila aktualno poslanko, da da mogoče nek notranji pogled. In glede polne demokracije v šoli, mogoče, če se Tanja pripraviš. Prosim, Alenka. Hvala za besedo še enkrat. Zdaj, v korporativnem upravljanju zelo veliko res ne vem. To moram
priznati, pa se nisem ukvarjala, ne, niti s tem, kaj je v večji meri. Tako kot en laik se mi pa zdi, da težave, ki jih korporativno upravljanje, oziroma ki se kažejo v Sloveniji pri korporativnem upravljanju, so pa po moje ene izmed tistih težav, zaradi katerih imamo Slovenci tudi neko nezaupanje v politično elito, obstoječo politično elito. Ne? In nekako potem vedno v zadnjem obdobju iščemo očitno v Sloveniji nekatere druge alternative. Ne? Tisto, kar je pa profesor Prunk izpostavil, pa bi jaz rekla, in se tiče tega vprašanja korporativizma oziroma neokorporativizma, pa demokracija, ne? Mislim, bi se strinjali. Ne? Se pravi, včasih mogoče preveč mislimo ali pa idealiziramo ta neokorporativizem kot neko obliko usklajevanja nekaterih pač interesov, ne? Ali pa želja. Ampak obstaja kar neki kritik, seveda tudi v literaturi, ne? Neokorporativizma oziroma korporativizma še pred tema. Ne? Saj ne gre pozabiti, ne, nazadnje, da korporativizem je bil združen tudi z nedemokratičnimi oblikami vladavine v preteklosti. Ampak tisto, kar se v današnjem času pojavlja recimo pri kritikih neokorporativizma, je pa povezan mogoče bolj s tem, da se v konceptu pluralistične demokracije v bistvu v tem neokorporativizmu poskuša dajati nek privilegiran položaj samo nekaterim predstavnikom teh družbenih interesov. Ne? Se pravi, ne gre za to, da bi predstavniki različnih številnih interesov med sabo tekmovali za možnost dostopa do političnih odločevalcev ali pa do možnost sooblikovanja javnih politik, pa tudi odločitev, ne? Ampak da gre tukaj za nek ta privilegiran položaj. Zdaj, ta privilegiran položaj pa lahko izpade seveda kot problematičen, predvsem v kontekstu tega, ker se ne ve, kako pozivati predstavnike teh interesov na odgovornost. Ne? To je recimo tudi eno lahko pomembno vprašanje. Ko imamo opravka s političnimi strankami ali pa izvoljenimi politiki, pač vemo, če drugače ne, bomo lahko čez 4 leta, recimo, če je to 4-letni mandat, čez 4 leta na volitvah podali neko mnenje o tem, kako smo državljani videli zagotavljanje odgovornosti, ne, politične elite. Pri vprašanju, se pravi, pri sistemu neokorporativističnih sistemih se postavlja pa seveda vprašanje, kako klicati na odgovornost predstavnike delodajalskih ali pa delojemalskih organizacij, ne? Se pravi, ker pač ne nastopajo na volitvah. Tako da zagotovo je to lahko z vidika demokratične teorije marsikdaj vprašljivo, ne? Te aranžmaji, ki se dogajajo, kljub samo pa ne gre pozabiti, da tudi v 70-ih letih, ne? Se te neokorporativistični aranžmaji zelo utrdijo v bistvu v državah, ki jih zelo pogosto dajemo za vzor demokratičnim tradicijam, ne, se pravi, oziroma demokraciji. Ne. Tako da, ja, deloma se seveda strinjamo, ne, s temi kritikami, ki letijo, ne, in da mogoče včasih pozabimo seveda tudi na nekaj te negativne plati neokorporativizma. Hvala lepa. Predno dam besedo Simoni Kustec-Lipicer, morda samo komentar, raziskovanje, oblikovanja stališč Slovenije do predlogov direktiv. Smo ugotovili v parlamentu, pravzaprav nima pravega mesta, v glavnem se bolj ali manj avtomatsko potrjujejo besedila, ki pridejo z vlade. Se pravi, gre za del politiki, ki se oblikuje na ravni Evropske unije. Ravno tako nam iz raziskave ni znano, da bi parlament kdaj klical na odgovornost politike oziroma predstavnike države glede morebitnih sprememb stališč, ker mandat slovenski je take vrste, da se predstavnik Slovenije lahko pogaja in deloma prilagaja stališče. Ampak vendarle, mogoče je pa pogled na razmerja vlada, državni zbor ali na vprašanje deparlamentarizacije na primeru drugih tematik drugačen pogled, drugačna izkušnja vaša?
Ja, jaz pravzaprav tudi pri tem aktualnem delu, ki ga delam, vedno poskušam na koncu dneva pogledati na svoje delo od zgoraj navzdol oziroma iz FDV-ja na Državni zbor, da sem še bolj plastična. In ne strinjam se s tem, da prihaja do deparlamentarizacije. Tako kot se spreminja demokracija, tako se spreminja tudi pravzaprav parlamentarno delo, odnosi, relacije, ki jih ima parlament z drugimi institucijami, z tudi civilno družbo, z tem korporativnim delom, socialnimi partnerji in tako naprej. Tako da moja ocena je, da je pravzaprav razmerje zelo aktivno in je živahno, ima pa zanesljivo drugačno podobo, kot jo je imelo pred 25 leti. Normalno, zaradi tega, ker so zahteve, ker potrebe aktualnega časa drugačne. Če smo na začetku mogli konsolidirati pravzaprav državo in tudi procese delovanja v tem smislu državotvornega postavljanja temeljev, smo danes pravzaprav aktivni člen za svojo družbo, ki se spreminja, ki je absolutno drugačna, ima drugačne potrebe in seveda tudi kot članica, aktivna članica v mednarodni skupnosti tudi v tem oziru. In temu se seveda pravzaprav prilagaja tudi način dela, ki je pa še vedno vezan na tiste začetno sprejeta pravila igre pa procedure. In je to velikokrat omejujoče in je v resnici z tega vidika problematično. Potrebuje osvežitev, ampak kar se tiče parlamentarnega delovanja, je to zelo zahtevno tudi v tem procesu spreminjanja, ker potrebuje vedno dvotretinsko večino, se pravi bistveno čez koalicijsko večinsko podporo, zato da tudi ta pravila igre na nek način spreminjamo. In nas potem na eni strani običajno tiste, ki so na ravni koalicije, ki delujejo na ravni koalicije, jih to na nek način drži za vrat, po drugi strani pa na ravni opozicije pa to priložnost za to, da opozicija te mehanizme še bolj izkorišča, jih na kakšnih primerih celo že posiljuje, zato da onemogoča delovanje koalicije. In smo potem v tem začaranem krogu. Ampak to je pravzaprav krog igre politike, to ni nič neobičajnega. In je od pravzaprav vsakokratne bom rekla, politične vizije pa načina delovanja akterjev, ki so v politiki, odvisno, kako znajo to preseči in kako znajo v teh okvirih delovati. Tako da, recimo, če govorim zdaj iz tega zornega kota, zdaj to bo malo subjektivno, delovanja aktualne, predvsem vodilne poslanske skupine, torej parlamentarne v odnosu do drugih poslanskih skupin in pa predvsem v odnosu do vlade. Jaz vam garantiram, da praktično še ni bilo v resnici zakona, ki ne bi bil strani vlade poslan, pa ne bi bil vsaj z enim amandmajem spremenjen. Imamo zakone, ki so se znotraj parlamentarne procedure, ko so prišli z vlade, tudi konceptualno bistveno spremenili. Imamo zakone, ki so v resnici tudi bili vladni zakoni, pa so padli zaradi tega, ker nismo našli skupnega jezika potem znotraj parlamentarnega usklajevanja. Ampak to so vse stvari, ki pravzaprav v javnosti več ali manj niso vidne. Ker jih niso transferirane skozi medije, ker to ni interes medijev. Razen takrat, kadar nekdo poskrbi za to, da to postane medijski interes. Takrat je pa zgodba večinoma vladajoča stranka si nikoli ne želi, da pravzaprav te konflikti ali pa nesporazumi, neusklajenost znotraj njenih lastnih vrst, tudi če gre za relacijo zakonodajna, izvršna veja oblasti pride ven v medije. Tako da zanesljivo to lahko rečem, da ne bo poskrbela z izjemo nekaterih primerov, ki pa presegajo, bom rekla, politično, timsko igro v vseh teh zgodbah. Od tega se ne bom dotikala. Kaj hočem reči? Hočem povedati, da običajno naši koalicijski ali opozicijski partnerji poskrbijo, da tisto, kar njim ustreza, pride skozi medije kot problematika. Bodi si, da pretirano kimamo, ali pa, da smo se sprli. V praksi, v resnici pa parlamentarno delovanje funkcionira zelo, tak, bom rekla, zelo aktiven, zelo zdrav in tudi precej, težko primerjam zdaj z drugimi, primerjam, ampak ta moj občutek je na zelo deliberativen način, kjer so predstavniki vlade praviloma
ko pridejo v parlament, imajo občutek, da pridejo na drugo bojno polje, da ne pridejo domov, ne, k svojim, ampak da pridejo k nekom, čeprav pridejo k svojim iz lastnih vrst, imajo vedno strah, kaj se bo zgodilo, ne, ker ne vejo, kaj pričakovati. Tako da je tukaj, to je pač ta zdajšnja podoba, ne, tega. Ampak to, kaj sem hotela reči, veste, je pa tako, ne, čas prinaša seveda tudi situacijo, kjer se moč, kjer se pozicije pravzaprav premikajo. Kjer so nekateri akteri, ki so bili v enem obdobju močni iz določenega razloga, iz določene potrebe tistega časa, zdaj na drugačen način prisotni. Ne? In to se mi zdi, da je tisto ključno tudi za nas kot raziskovalce, da pogledamo, ali se spreminjajo centri moči v tem smislu, ne v tem žargonskem smislu, ampak ali se pravzaprav moč, dominanca akterjev skozi čas premika in zakaj do tega prihaja. Kaj je posledica tega, ne? Kaj na vse skupaj vpliva. In v tej luči pravzaprav tudi vprašanje tega, pozorno sem vas poslušala, ne? Predvsem tukaj pri tej deliberativni demokraciji tako naprej, absolutno drži in jo je zelo za pozdraviti. Ampak, veste, na koncu, ko je treba pa formalno odločitev sprejeti, je pa samo en akter, ki prevzame ključno in edino odgovornost za takšno odločitev. Ne? In mislim, da tega ne smemo pozabiti, da je to čar demokracije in hkrati tudi velika zaveza, ki jo imajo tiste institucije pa predstavniki, ki so v tem odločevalskem procesu tisti končni, ki odločitev sprejmejo. Zdaj pa še zelo kratek odziv na obravnave evropskih tematik. Spet, ne, eno je podoba, drugo je realno stanje. Malo je seveda sprejetih deklaracij, zaradi tega, ker je malo tovrstnih evropskih dokumentov, ki potrebujejo to obliko, to formo potrjevanja v državnem zboru, ne, v obliki deklaracij. Zaenkrat se je zgodilo, da smo vse deklaracije, ki so bile na ravni oziroma v tej formi Evropske unije, sve smo jih potrjevali. Ni nujno vedno soglasjem, ni nujno, da je šlo to vedno čez koalicijsko podporo. Zdaj imamo sploh pravzaprav eno, bom rekla, kar evroskeptično stranko v sestavi državnega zbora, ki je vedno pravzaprav problematizira to evropskost. Ne? Tako da ona se vedno oglaša. Pa ne samo na ravni takrat, kada pride do plenarnega zasedanja, kar je res manj pogosto. Ampak odbori za Evropsko unijo so pa sklicani vsaj enkrat na teden. Cel petek, zjutraj od 8 ali pa 9 do nadaljnega imate v povprečju tam 8-10 točk dnevnega reda, kjer pravzaprav ta odbor parlamentarni se seznanja in daje zeleno luč potem vladi, posameznim ministrstvom, ko odhajajo na to evropsko raven delanja politik, da so se seznanili, da jim dajo zeleno luč, da lahko v resnici to, kar predstavljajo, tudi tam zagovarjajo. Malokrat, ampak tudi se zgodi, da odhaja iz državnega zbora, oziroma da odhaja vlada na raven Evropske unije oziroma institucij brez zelene luči državnega zbora. Ali celo, zdaj se mi zdi, da smo imeli to prejšnji mesec, da je odšla predstavljati stališča vlada Slovenija z parlamentarnim zadržkom. Kar pomeni, da je parlament imel drugačno stališče kot izvršna veja oblasti. Se dogaja, je aktivno, tudi razprave, vsaj v tej sestavi na odboru za Evropsko unijo, so tudi kar precej polemične. Ampak kot rečeno, to relativno ni zanimivo za medije, za ta nek širši javni prostor. Vsekakor pa z raziskovalno idejo obstajajo magnetogrami, da se vsaj skozi diskurzivno analizo marsikaj tega tudi pogledati pa raziskati, pa boste videli, da je kljub vsemu tudi tukaj neka distanca obstaja. Ne. Je pa to nesporno eno polje, ki nima osrednjega političnega interesa v naši državi. To pa je tudi eno dejstvo. Hvala lepa. Ker imamo predavalnico samo do 2, prosim, še na odgovor na zadnje zelo kratko, zato ker se mi zdi to
izjemno pomembno, pa hkrati zelo kompleksno vprašanje, ne, ki ga ni moč, bom rekla, ustrezno nasloviti v niti 10, niti v 45 minutah. Ampak jaz k temu pristopam na dva načina. No. Vprašanje tega iskanja ravnotežja, ne, kako ponujati, bom rekla, vsebine znotraj nekega osnovnošolskega kurikuluma, kjer ne bi zapostavljali nekih novih paradigem, s katerimi so digitalni mediji zagotovo povezani, ne? Ampak hkrati pa bi seveda ključno še vedno bili pozorni na to, kaj posredujemo osnovnošolcu in mlademu, novemu, bodočemu državljanu. Tako da en model je, ki bi presegal to oportunistično strategijo, češ dajmo v učilnice samo neke nove metode, bomo že videli, kar se bo zgodilo. Jaz mislim, da je treba namesto te oportunega zornega kota speljati zadevo skozi neko emancipatorno strategijo, v kateri se prepozna tako, bom rekla, sam pedagoški milje, se pravi, da se tudi učitelji seznanijo z načini, kako določene zadeve posodobiti z načinom, da dosežejo v razredu nek boljši dialog, boljšo pozornost, neko bolj učinkovito nalogo, skratka, da so nove interaktivne tehnologije del učnega procesa. Je pa seveda logično, da ne velja to v enaki meri za vse predmete. Ne? O glasbi s pomočjo YouTubea je krasno delati in tudi učiti, o matematiki ali pa, ne vem, o biologiji morda, ne pa vedno na enak način. Ne? Po drugi strani, tako da več kot sam način, kako se mi zdi kaj, kam naj bodo mladi, sploh v tej zgodnem obdobju odraščanja, ne, znotraj osnovne šole, kako naj bojo inkluzivno vključeni, po moje, v neke vsebine, tudi s pomočjo digitalnih medijev. To pomeni, da mogoče za neko, ne vem, seminarsko nalogo, lahko primere iz digitalnega sveta, ki so njim bližji, bolj jih poznajo, vzamejo kot istočnico za debato znotraj razreda o nekih zadevah. In se na ta način potem tudi med njimi sprosti, da so te tehnologije lahko tudi tehnologije nekega kreativnega sobivanja in sodelovanja. Jaz mislim, da najslabše, kar se lahko dela, je ta oportuna prepoved, pustimo zadevo v stran, ker je ne poznamo dovolj in jo samo regulirajmo in discipliniramo otroke, potem pa naj starši doma urejajo zadeve tako, kot želijo. Mislim, da šola je tu zelo pomemben akter in jaz vem, da določene prakse, seveda dobre prakse tudi obstajajo, je pa zadeva zelo kompleksna. Definitivno stvar in politik znotraj šol in ministrstva glede kurikuluma in seveda tudi tega vstopanja, da se zaupa mladostnikom, da se zaupa mladim, da ne počnejo zgolj nevarne in prepovedane stvari v teh okoljih, ampak da so znotraj njih zares lahko tudi sami zelo kreativni. Hvala lepa. Glede na to, da smo izčrpali kar precej tem, dobili nekaj novih vprašanj, dali nekaj odgovorov, odprli pa še mnoga nova. Računam, da bomo v prihodnje imeli še dosti raziskovalnega dela in upam, da bo sodelovanje pri odpiranju tematik in razpravljanju o njih večstransko. Mi odpiramo pač akademski prostor za take razprave, študenti ste dobili tudi morda kakšne ideje za lastno raziskovanje. Upajmo pa, da bo tale posnetek okrogle mize dosegel še kakšno širšo javnost, tako da se vam zahvaljujem in vas vabim še na kakšen tak dogodek. Hvala lepa za udeležbo.